za enega Istrijana, to je žaljivka, da boš mu rekel, da je Italijan. Večinoma, kar ti gledaš v Benetkah, je Istanbula. Veš, kako včasih pišejo zgodovino zmagovalci, ne? Glej Kitajce, oni ne gledajo za 4 leta, oni gledajo za 50 let naprej, za to rase. Mi smo bili ene najbogatejših držav takratni Evropi. Uradni jezik, saj za nas je bil istro-beneški. To je bila lakota v Conja. Cona je, smo bili gospodje. Med tem časom, ko so Primorci se pridružili Jugoslaviji, mi smo dobili našo državo. Si pa mogel zbežati, ali si šel na Goli otok, ali pa si končal v Fojbah. Te 3 stvari so bile. Z tega delčka slovenske Istre je moralo zbežati nekaj 55,000 ljudi, veš, biznega dol in so zgradili marino tik pred drstiščem Ciplov. In pa so nas učili, da so bile poplave, da so uničili. Ne, bla, bla. Ne, same laži, same laži. Imam občutek, veš, kako človek, ko je zadet, veš, ko gleda megleno, pa ne vidi. Ja, misliš? Tam to ne pejo poštev, ne, zgleda kao. Ja, tu pa še manj vidiš, ko imaš te zatemnjena. Ne, vidim boljše, samo se mi zdi, meni se zdi to nekulturno, da človek govori oprosti. Čeprav meni je bilo kul to, Madonna, leže lahko zaspim vmes, ne. Ja, ampak skrajno ne, mislim, tak, ne zdi se mi kulturno. Vse lahko, kaj kdaj bomo začeli uradno govoriti. Mi dva že govorimo. A že govorimo? Ja, vidva. To sem ti hotel povedati. Meni bi bolj pasalo tako, ne, ker lahko bi tudi za kinko mes, samo res ni to, mislim, ni korektno do človeka, da ima sončno, vse nismo na plaži, ne, ampak, no, vse se bom potrudil, bom gledal ko žabica, ampak se bomo znašli, nisem načpil, kadil nič, ne, ljudje božji, sem, ali kako se reče, abstinenčni, ne vem, kako se reče, da se ni pomembno. V bistvu ti moram reči, da hvala, ko si se še enkrat zval. Malenko sem prišel z Celje ven, da malo grem z Celja tam, da menjam okolico in tako dalje, da bi je malo naravo. Res čudovito je. Čako rase in to. Veš, zakaj sem te povabil? Sicer smo že govorila tako, ne? Ampak res mi je bil, ko smo nehala snemati nazadnje, smo se tako zadebatirala v Istri, pa v zgodovini Istre, da sem zamudil avtobus. Da si skoraj zamudil avtobus, ja, res je. To je prav dirkala smo tja. Po moje bi lahko takrat kar direkt še en podcast posnela. Ja, lahko bi naredili še en podaljšek, še za danes. Veš, da se to vsakmu zgodi, ko se takole, mislim, vsakmu zgodi, tako marsikomu se zgodi, ko mi pa takole razlaga. Prvo se mi zdelo, kaj še 1 uro in pol, čak, kaj bom delal to, ja, potem vidiš, je šel cajt. Pol je šel cajt. Ja. Kaj pa tudi mi je, veš, marsko do mi pol reče, čuška, pa tole sem še pozabil, veš, pa tole bi še mogel povedati. Ja, to najbolj važno sem pozabil povedati, kako sem to pozabil v bistvu, ja. Ja, in ta zgodovina Istre, no, me je res zanimala, no, mal imam, ne bom rekel, v bistvu nimam direktnih istrijanskih korenin, nimamo po naši familiji. Se reče istrske, veš, drugače. Aha, istrske, ok. Čeprav jaz sem Istrijan, sam pa so istrske. Aha. Ja, veš, kako je? Vsaka vas ima svoj glas. Recimo ljudje, ko so bolj v notranjosti Istre, mislim to, kaj sem tam pod Kubinom, on bo rekel, da je Istran. Ok. Mi smo bolj Istrijani, ne? Res, vsaka vas ima svoj način govora, to je prav specifično za Istro. Sam, zakaj se je to zgodilo? Ne vem, nimam pojma, kaj sem. Res nimam pojma. Recimo Buje, ne? Buje so približno 10 minut vožnje iz Dragonje. Buje še 100 let nazaj to bila ena redkih, da je bila to italijanska vas, mislim, istro-beneška, tam je bilo 95% samo italijansko govorečih Istrijanov, ampak je bilo malo takih vsi. Italijani so bili večinoma stalno del, kako bi rekel, Italijani, istro-benečani, Italijani, to je umetna tvorba kot naša Jugoslavija, ne. Zakaj to misliš? Kako to misliš? Italija je umetna tvorba. Jaz za enega Istrijana, to je žaljivka, da boš mu rekel, da je Italijan. Benečan, ja, mi imamo beneško kulturo, ne italijansko.
Okay. Razumeš? Beneške običaje, beneško kulinariko, vse beneško. Benetke so čisto nekaj drugega, kot recimo Sicilija ali pa tam Genova ali pa bilo kaj. Italijani se med seboj še predvsem 70 leti sploh se niso razumeli, ker je njihov jezik zelo, zelo različen. Šele potem s televizijo se to nekako, Mike Buongiorno to nekako združil ta, se reče, knjižni jezik. Oni so bili na mnogo slabšem kot recimo Slovenci, veš. Oni so imeli ful razdrobljene te dialekte, nareče. Tam bila vsaka vas imela svojo državico, razumeš. In moraš paziti, recimo, da boš rekel Italijanu, da je Italijan, rajši ne. Benečan, ja, okej, mi smo zrasli v tej kulturi. Se pravi, so bili Benečani tisti, ki so največ te kulture italijanske? Absolutno, ni Italijan, lej. Čeprav Italijani se bo žali, ko boš ti rekel, ja, Jugoslavijo, naši ljudje se bo žali, če boš njemu rekel Italijan. Tako je. Ja, Benečani pa smo, gledaj, arhitekturo, Koper, Izola, Piran, Pula, bilo kje, Benečani, to je pač čisto druga stvar kot dol Sicilija. Zakaj pa je v bistvu bil ta vpliv Benetk pa Benečanov v bistvu toliko pomemben za to? To je bila njihova država. Pač to Benetke so bile od Benetke, Istra, dol Zadarsko, Dalmacija, pa do Grčije. Oni so pač živeli v trgovine in tako dalje. Recimo, a veš, da 90%, če greš ti na trg, Marko trg Benetke, ne? Večina unih spomenikov so zaplenili v kako se reče, v Istanbulu. Kako se reče, takrat se je reklo, kako drugo ime, ko je Istanbul? Turčija je to, ni? Turčija je Istanbul, ja. Kako se reče danes? Mislim, da je isto. Je isto, ne? Veš, ko je bilo še vzhodno to rimsko cesarstvo, pa zahodno rimsko, ko se je razdelilo tole cesarstvo, so Benečani napadli ta Istanbul, so ga zaplenili, ogromno spomenikov so prinesli v Benetke. Večinoma, kar ti gledaš, v Benetkah je Istanbula. Mal pogled, italijanske te zgodovinarje in tako dalje, ja. So bili tudi Benečani barabe, veš. Velike. V kakem smislu pa misliš, da so bili vojaško tudi? Kratli, kaj se. So bili dobri trgovci, ne vem, tudi, ja. Pa recimo, specifično je bilo, recimo, ko je bilo obdobje miru v Benetkah, so delili spomenike, veš, ko je bil tale, veš, so imeli Benečani leva v grbu in tako dalje. In s tem grbem lev je držal knjigo. Če je bila vojna, so naredili leva za zaprto knjigo. Kadar je bil mir, so sklesali leva za odprto knjigo. Točno veš, ko vidiš leva, če ima zaprto knjigo, se pomeni, da so bile takrat Benetke v vojni. Ko so imeli odprto, pač je bil mir, ljudje so se lahko učili in tako dalje, bla, 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 bla. Če je bila vojna, je bila zaprta knjiga, takrat se je bojevalo. Ja. In potem šele za časa, ko Napoleon je uničil Benetke, ne? Mislim, Beneško republiko. Na kak način v bistvu, kako je to izgledalo? Mislim, kako je to potekalo v bistvu? Beneška republika je obstajala, dokler Napoleon ni napadel Benetke. Beneška republika je obstajala 1000 let. Od leta 1000 pa nekaj. Do konca 17. ali 18. 17. leta, do časa Napoleona. Ja. Kako se pa v bistvu pol to sformuliralo, da je, mislim... Gled česa? Kako se je pol v bistvu Beneška republika sformulirala, se pravi v Italijo, ali je pol v bistvu, kako je to v bistvu izgledalo ta prehod? Ne, to je še pol po Napoleonu. Italijo je združil Garibaldi, to sredi 19. stoletja. Garibaldi, to je bilo sredi 19. stoletja, 50 let potem po Napoleonu. Ne Milovice, natančno ne vem. 50 let po Napoleonu se šele Italija združila. Tam v Italiji je bilo, na ozemlju Italije je bilo tam 10-15 državic. Ja. Je bil ta
svetu, ko je že tole. Od Vatikan je segal velik del Italije, pol južno je bila ta Napolj, kako se reče, Napoli po slovensko. Napolj je imel svojo državo, Genova je imela svojo državo, Pisa je imela svojo državo, vsaka vas, vsako mesto je imelo svojo državo. To so bili kot mali te feudi, veš, ampak so imeli svoje države, svoj denar, vsak ima to. In se gregali vmes in tako dalje. To je bilo stalno kregnje, stalno so se cufali, ne, med sabo. Benečani so bili eni najmočnejših poleg Vatikana. In šele Napoleon je pol združil to Italijo skupaj, od Sicilije pa gor do Alp. Ne. Tako. Zanimivo. Jaz sem vedel, veš, te stvari sem vedel do letnice natančno, samo zdaj z leti, ko sem star, sem že malo pozabil. Ne. Ja. To v bistvu ti zvira ven iz tega zgodovinskega arhiva v Piranu, ne si to tam noter raziskoval? No, jaz sem imel tega zdaj že pokojni zgodovinar Alberto Pucer, smo bili veliki prijatelji in sem skoraj vsak dan sem bil po tem arhivu, vedno mi kazal, veš, to prav veš ti to, konec 19. stoletja v Piranu je bilo prepovedano se voziti s kolesi, veš, je bilo strogo prepovedano, si prišel tam pred Piran, si mogel iti s kolesa in si porival to kolo po Piranu, nisi se smel voziti. Ali pa bile so 3 javne hiše v Piranu. Ko se je rodil Giuseppe Tartini, je imel v tistem času Piran več prebivalcev kot Trst. Ko pa Giuseppe Tartini umrl, pa je Trst bil že pomembno avstro-ogrsko pristanišče, Piran pa je ostal tam, kjer je ostal. Ne? Piran je bil še na začetku 20. stoletja, je imel približno 12,000 ljudi. Pa ne zgleda tako velik, ne? Ja, je bilo dosti otrok, veš. Poprečno 5, 6, 7 otrok, to je bilo mesto otrok. Sam Fontanidže, ko so zdaj porušene, v Solinah, ta vas, Fontanidže v Sečovljah, to je bila najlepša vas v Istri. Sam Fontanidže so imeli več prebivalcev, kot ima zdaj Piran. Več prebivalcev. Tam v Fontanidžah so se ljudje rojevali, so se poročili, vse živo, to je bilo pač vas na vodi. To so bile male naše Benetke. Tako. Kako je v bistvu Istra sploh potem nekako, kdaj so nastali Istrijani, pa kdaj so... Ma težko reči, veš, kako je to izgledalo v bistvu takrat? Vprašanje, veš, zdaj pravi, recimo obala je bolj kao italijanska, notranjost bolj pač slovanska. Sam jaz mislim, Istrijani, te avtohtoni so bili še pred Rimljani tam, veš, to so bile ta stara ljudstva še pred Rimljani, ker so pustili, ko se reče, ostanke, ko se reče arheološke tele, se najde po celi Istri, te stare naselbine in tako dalje. Težko reči, kdo je bil prvi tam. Mislim, da so bili ti avtohtoni predvsem. Veš, kako včasih pišejo zgodovino zmagovalci, ne? Kaj je to se doskrat zamenja, kdo je bil prvi tam, se nima veze. V stvari v Istri se kar dosti stoletij, vsaj se za časa Beneške republike, to se ni bilo pomembno, so živeli nekako v slogi, glavno, da si plačal davek in to je to. Ni važno, ali si govoril beneško, ali si govoril slovensko, lahko si govoril grško, lahko si govoril albansko, veš, to je bilo, Beneška republika je stegala po celem vzhodnem Sredozemlju. Vse posod so imeli svoje kolonije. Benečan tam, ki je naredil vodnjak, tisto je bilo njegovo. Tam, ki je bila voda, ja, tako je bilo. Tudi v Piranu so skopali luknje in tam so naredili vodnjak in to je bilo njihovo. Ja. In tam je bil vir življenja. Tako se je delalo včasih. Ali pa soline, ko pravi naši te strokovnjaki, da so soline, stare tavžen let, ne vem, 800, ni res. Piranske soline so še iz rimskih časov, ker če imela vojska Sov, je lahko napredovala, ker Sov je bil konzervanca, veš. Stari Rim, njihova vojska je lahko potovala, je lahko se širila, ker je imela konzervans za hrano. Če ne bilo soli, časih ni bilo hladilnikov pa teh stvari, veš.
In rimski vojak ni dobil denar, je dobil denar v soli. Zato Italiji še zdaj rečejo salarijo. On je dobil salarijo, je dobil denar v soli. To je bil denar. Piran je zato bil bogat kot prasice, ker je imel 60, mislim, okrog Pirana je bilo 60 skladišč soli. So bile piranske soline, mislim, sečoveljske, strunjanske, koprske, v Miljah so bile soline, je bilo ful teh malih solin. In tam, kjer je bil sol, je bil denar. Do konca Avstro-Ogrske so bili tam žandarji, so pazili, so čuvali te soline pa skladišča. Žandarmerija. Tudi pod Italijo. Ja. Zanimivo. No, glavno, in ko sem se družil z Albertom, tem zgodovinarjem, smo našli te prve zapiske v mojem primku Mahnič. Mi smo že v piranski občini smo že od leta 1684, to je prvi zapis. Ker 50 let prej je bila nazadnja velika kuga, mi smo pa prišli po uni hudi malariji in takrat so bili lastniki, celotne Istre so bili fizično lastniki uglejskih patriarhi, oni so imeli na često to zemljo. Ne? In ko tam ni ostalo nič več ljudi, težko zdaj reči, kdo je bil prvi. To so vsi se priselili, ker kuge tam so bile same, vsaki 50 let je bila huda kuga, pa so se ljudje priseljevali na prazna zemljišča. In na konec 17. stoletja pa so te oglejski patriarhi vabili te kmetje z Gorenjske, Štajerske, večinoma pa iz krajine, to hrvaško-bosanske krajine, so vabili te družine, da so obdelovali zemljo, da je biznis laufal. In mi smo med prvimi smo bili tam v tej isti, po tisti veliki kugi. Pred nami ni bil nihče, ne more reči, da, veš, zato za nas vsi, ko se reče tujci, se malo se zdaj pavam. Ja, se razume, ja. No, mislim, vse taki veliki dogodki, ko so, itak zapremešajo skozi družbo. Ja, samo Istra res je bila ful na udaru glede teh kuk, ne. Zakaj pa misliš, da je bilo to tako bolj, mislim, a je bilo vse posod to takrat? Predvsem tam, ko je bila trgovina, veš. Tam v Genovi je bilo podobno, pa tam, ko so bilo pristanišča, tam se je bolj širila bolezen. Glavno, tam mesta so bila prva na udaru. Zraven Benetk ima še en otok, ki je zgrajen samo iz kosti. Ja, Skorda. A res? To se je ful umiralo, ja. Tako. No, glavnem. Je zanimivo. Ne, v bistvu, veš kaj, zanima me zaradi tega, ker zmerom so neke sosledja nekih dogodkov, ne, ki v bistvu pol kreirajo to neko krajino, pa tako naprej, ne. Tako, ko si rekel, ta kuga, ne, je pač povzročila to neko spremembo takrat. Je bilo več kug, ne. Ja, jih je bilo več, ne. Ampak, recimo, a si opazil, recimo tako, ko si raziskoval, si opazil, da so bile recimo vsakič, ko se je recimo neka sprememba naredila, se je poznal v družbi kakšna taka večja sprememba, se pravi pridejo prišleki, pride neka druga mentaliteta, pride nek drug pogled, recimo, kot pa tisti nek tradicionalen, koliko se je to spreminjalo skozi časno. Kaj, sem tako valoj, veš, malo zle, malo zdesne, malo zle, malo zne. Vsake toliko časa pride do konflikta. In samo tudi hočem povedati, v Istri vsa ta stoletja je bilo nekako, so ljudje, to je bilo 1000 let je bil mir nekako, veš, mir v Istri. Pol je naredil Mussolini to veliko sranje, veš, ko je pač ta fašistična politika, pol je začela ta štala, prej pa ni bilo teh problemov, ni bilo. Se pravi, v bistvu to obdobje je tako najbolj zaznamovalno, se druga svetovna vojna, pa prva svetovna vojna sta tako najbolj zaznamovalna. Ja, fašizem je naredil tak pečat, da je nahujskal ljudi med sabo in to se vse podrlo, še zdaj so te zamere, ne. Kako recimo danes vidiš te stvari, ali pa recimo, kako si jih takrat v mladosti, ko si to bral? Večina ljudi pač vidi, da brez veze so nesmisli. Samo se najdejo čuki pač, vse posod, tudi v Sloveniji se najde taki, ne vem kaj bi, ne vem kaj.
Ne vem, če spremljaš te medije tam, ko ljudje lahko govorijo, to se ne zna več pogovarjati, to so sam kletvice, pa ti komunajzli, pa ti janšisti, pa oni belički, pa oni rdečki, pa tole non-stop, se ne zna več pogovarjati. To je znano, veš, bolj ko se približuje neka kriza, več kreganja je, ne. To je zaskrbljujoče. Na koncu, ne vem, revež sem jaz, si ti, potem ti si rdeč, sem bil, pa se bomo mi dva tu kregali, kaj, za koga? Za koga? Oni iz Ljubljane pa se nam smejo, oni živijo v drugem svetu, ja. Pa ni važno, na kjer. Korporacije isto delajo in levi in delajo z iste korporacije. Ne. Dober dan. A ne? Se je zgodila vojna v Ukrajini, so laufali in levi in desni so laufali vojno. Noben se ni rekel, ne, mi bomo pa po diplomatski se pogovarjali. Ni bilo. Vsi so laufali tam. Ne? Vidim se, nisem slep. Ja, sej takrat je bilo pa isto. Pa se prav, se razume agresor, gor dol, pa gremo dati podporo gor dol. Ne? Ja. Po drugi strani pa liho tako imamo unga frajerja z Amerike, pa lik tako napade, no, pa niti enkrat, da bi imeli kao agresorja, ne obstaja. Nisem slišal še naših medijev, bi rekel, drugače, kar se tiče pa za Putina, sem slišal vsaki dan agresor, vsak dan, ja, jim pomaga. Okej, razumem, se strinjam. Pa za Američana nisem slišal niti enkrat, da bi rekli agresor. Ne. Samo muha dol, ja, tiho. Je to, ko si prej rekel, ne, zmagovalec piše zgodovino, ne? Ja. In tisto, ko vladuje določen prostor, bo verjetno pol tudi... Brez veze, ne, ko ljudje se ne znajo pogovarjati. Vse ljudje se bi pogovarjali, sam pa ne razumejo, da sem jaz in ti, da smo reveža, oprosti, jaz in ti sva reveža in mi dva se kregava. Oni živijo v drugačnem svetu, on, ki nas hujska. In mediji so pač samo orodje tega. Zato pa dajo prav načrtno novice, forcirajo vsaki dan novice, da se ljudje kregajo. Se veš, ko mnogo kregam se. To ni dobro. Že res, da to samo na spletu, gor dol, če greš po ulici, briga tebi, ali je janšista, ali je, ne vem, Golob, mene briga, ne. Ampak na splet, ma ni žalostno, a ni to glupo. Ljudje se sploh ne zavedajo, da sami sebi žagamo. S to kregenje, veš, se je zgodila to kregenje Sirija, se je zgodila Libija, se je zgodila Ukrajina. Lahko sam prosimo Boga, da ta Evropa bo držala čim več časa, če bo to se zrušilo, vse kot če gledaš te vzorce iz zgodovine, bojo veliki narodi pojedli male. Tako kot Nemci, zelo radi bi, veš, jim bi pasali, veš, Luka Koper, Nemci, zelo bi pasali, ali pa Italijanom Istra, veš, kako bi jim pasali, ali pa Mađarom bi pasali, Koper. Mi smo mičkini, 1,5 milijona nas je. Dva, to je pol Rima, mislim, kaj govorim, pol Milana, 2 milijona ljudi nas je. Pa ti nas obrnili in čau. Ljudje se tega ne zavede, ne vem. Ja, v bistvu časi, ko so, ne, mislim, jaz si recimo ful težko predstavljam, ne, kak je bilo v bistvu v tistem obdobju, ne, konflikta prve, druge svetovne vojne, ne. Sicer bereš recimo nekakve zgodovinske zapise, pa se probaš nekako malo vživeti noter. Prosti, kaj te skače, mi smo se nekem milnem mehurčku, ne, mi se sploh ne zavedamo, lih našo tole, ta komunikacija, to kreganje, ne vem, te politike zadnjih let, v zdravstvu, Golob je uničil zdravstvo, jaz vem, da zdravstvo je v rasulu že 30 let, se ne veze, eni in drugi, vsak po svoje so prispevali, da zdravstvo razpada, to se je že razpadlo. Ni to za zadnjih 4 leta, to je že 30 let. Samo ljudje med sabo se kregajo, ne da bi problem rešili, ne vem. Pa volitve. Ne vem, jaz nisem politik, samo demokracija, tako kot se izvaja zdaj v praksi, to ne pelje nikamor.
ne pelje. Mi samo gledamo zdaj naslednje 4 leta, boš videl zdaj, čez 4 leta bomo pošli volitve, boste videli vraga, bojo pošli volitve. Glej Kitajce, oni ne gledajo za 4 leta, oni gledajo za 50 let naprej, zato rasejo. Ja, Kitajska je druga dimenzija. Mi smo postali Afričani za Kitajce. Afričani smo ratali za Kitajce. Se zavedaš? A veš, da pred 100 leti, ko smo imeli še hidrolišče na Bernardinu, hidroletališče, veš, ti pravo. Ti v eni uri, če si imel soltke, si prišel z Bernardina do Turina. Jaz rabim zdaj do Portoroža, do Celja 4-5 ur. 4-5 ur. A veš, da Kitajci naredi to razdaljo v slabih pol urce? Mi rabimo 5 ur, oni rabijo pol urce. 5 ur rabimo. Te vem, predimo zdaj na tole našo Istro, tako da ti bo malo bolj jasno, kam to nas bo pripeljalo. Lekaj zgodovina se ne ponavlja, se rima. Ne? Moj nono, govorimo oče od moje mame, to je Izolan, mi smo Mahniči, oni so bili Stipančiči, lik tako so staroselci. Moj nono pač je bil kmet. In veš, v Istri, največ, predvsem Istrijani so prvi občutili, kaj je fašizem. Ne kot vi Slovenci 4 leta vojne, 4 leta. 25 let smo jih imeli na grbi te fašiste, proste, če 25 let smo jih imeli na grbi. 25 let so kurili šole, otroke pretepali, če so govorili slovensko in tako dalje. Ne, to je bil greh, takrat je bil greh govoriti slovensko, greh je bil stari. Te koštalo o življenje, če nisi govoril italijansko. Jaz ne pretiravam, to ti lahko vsak starejši človek pove. No in ti povem, to je bilo res hudo sovraštvo tega fašizma. Mislim, v Istri je bil ves ta... Se kako je pa v bistvu se začel, ne? Se tek po nekem malih korakih se je mogel začeti. Prvo to je aparat, pridejo te občinski uradnike, pridejo z Rima dol v Piran, kaj sem te sekretarji, pa pravniki, pa tole. Prvo postavijo te državne institucije na njihova mesta, ne? Ljudje so ljudje. Se kjerga leta se je to začelo? 22. se je začel ta fašizem. 22. Takoj, ko so, ker recimo to je bilo takoj po prvi svetovni, ne? Recimo Zadar je pripadal takrat kraljevini Jugoslavije, samo da fašisti so prišli, oni so ga kar okupirali, Zadar je bil okupiran od fašistov in noben nič ni mogel reči, ja. Istra, gled tako, vse to so samo okupirali. To je bilo drugače dosto, mislim Zadar govorim. Bi moral biti jugoslovanski, pa so prišli fašisti in so ga enostavno ukorakali in ga okupirali. Meni je bilo recimo tole mi je zelo na misel padlo, zadnjič sem gledal dokumentarc, je bil na RTV Slovenija, Hitlerjeva sodišča. 2 dela sta bila. In je tako nazorno pa lepo kronološko prikazal, kako se je v bistvu postopek začel, kako je v bistvu Hitler preko sodišč pa preko prava začel spreminjati Nemčijo kot kot državo, pa kot osnovo te nekega prava. Ne? In mi je bil tak, mogoče je to celo podobno, ali je bilo kaj tazga? Mediji naredijo svoje, veš, to se mi učimo od njihovih časov, v Italiji, lihto mediji je zelo močno orožje. No, jaz se opravičujem, v glavnem, bili so hudi časi, pa šlo je do vojne. Ljudje so, tudi lakota je bila. Po padcu fašizma, moj nono začel je bil kot kurirček za prekomorske brigade, ker po padcu fašizma so v Južni Italiji s temi, kaj so že bili ujetniki, pa to, kar je bilo v Italiji, jugoslovanskih ujetnikov, so ustvarili neko prekomorsko brigado, ne vem, če si slišal.
Prekomorska brigada je bila ustvarjena dol v Barju, konec 43. Moj deda je bil, moj nonič je bil, imel neke povezave, pač delal za to, do konca vojne. In pol prišlo v leto 45, mislim, to je bilo vse, pač veš, uničeno gor dol, po drugi strani ljudje so bili srečni, ko je bil mir, kljub temu je bila neka negotovost, veš, ko je po vojni, vedno se mišli jutri, lahko vse povrne gor dol. Prišlo v leto 47, tu začnemo, prišlo v leto 47. In tu se je začelo, veš, formirati zona A, zona B, takrat so imeli glavno besedo Stalin, Roosevelt pa Churchill, ne? So bili te trije šakarji. Bil Roosevelt pa Churchill, ja. Ali Roosevelt že umrl? No, te trije. Churchill je bil v bistvu Stalin je pač on risal naše meje. Stalin je risal naše meje. In takrat je bilo na Primorska, pa si lih mi kazal čeljivni zemljevid, ne? Zona A, zona B, to da takrat je bilo, na Primorci so pač insistirali, mi bomo z Jugoslavijo, in so imeli, ne vem, plebiscit, kako mi se bomo pridružili Jugoslaviji, in septembra ali oktobra 47. So Primorci skočili v Jugoslavijo, super. Istrijani niso hoteli, so rekli, mi bi rajši imeli našo državo in smo dobili našo državo. Med tem časom, ko so Primorci se pridružili Jugoslaviji, mi smo dobili našo državo, uradno državo in smo bili srečni kot Slovenci leta 91, smo dobili našo državo. Koliko časa je pa trajala? Od leta 47 do smrti Stalin, do leta 54. Ne? Aha. Do smrti Stalin, potem, no, in govorimo zdaj leta 47, smo dobili našo državo, mednarodno priznane meje, smo imeli našega predstavnika v Združenih narodih, naš denar, naše dokumente, naše registrske tablice. Edino, kar je bilo, ko se reče, nadzor nad zono A so bili zavezniki, nadzor nad zono B so bili Jugoslovani. Kot danes, če gledaš, slovensko nebo čuvajo italijanska letala, to veš, ne? Iz aviona, ne vem odkot. To je dolžnost Italijanov, ne Avstrijcev, od Italijanov je dolžnost, da čuvajo našo nebo. Če se ne motim, ne? Se nič ni spremenilo, ne? Mislim, da še vedno čuvajo, Italijani so zadolženi, da čuvajo našo delo, ker mi nimamo teh, ne? Oni imajo sisteme gor, dol, levo, desno. In tako so čuvali jugoslovanska armada našo, čuvali teritorij. So bili zadolženi, da čuvajo teritorij. No, v glavnem, mi smo dobili našo državo, veš, včasih ni bilo Facebooka in ljudje so, veš, ko so pisali srečni, veš, na zid, viva Jugoslavija, eni so pili viva Stalin, viva Tito, eni so pisali pač, mi hočemo to, eni hočemo to. Takrat je bilo moderno, da si čičkal po fasadi hiše, viva in parole, razumeš? Pri vas ni bilo tega, ne? Če vleš, veste, ja, to je bilo ful, viva Tito, veš, v Tito, vi Stalin, to so bili vsi naši. Vsi so bili, to so bili veliki prijatelji in Stalin, Tito, bilo vse kul, mi smo imeli našo državo, samo razliko temu, zona A, tam je vso obdobje bila huda lakota, ker Trst kot mesto je bil kot en slepo črevo, veš, zemljevid, še vidiš, je bilo eno slepo črevo, tam oni niso imeli zaledja. Tam so bile vasi, občine, pa kaj je bilo še, Bazovica, pa še par vasica, oni niso imeli zemlje in tam je pesila huda lakota. Zona B pa je bila bogata kot prasica, imeli smo soline, imeli smo črnega premoga, smo imeli predelovalno industrijo, ogromno zemlje, standard je bil kot dan in noč. Mi smo bili ena najbogatejših držav takratni Evropi. Nas je bilo malo, veš, Trst je bil vseglih, imel tikrat več prebivalcev, pa ni imel zemlje. Tam bila velika lakota in te ženske z Istre so švercali hrane v Trst. Tudi naše none, bižnone so vse nosile hrano v Trst. Če ne bi crkali od lakote dol v Trstu.
To nisem nikdar slišal po naših medijih, kaj se to dogajalo. To je bila lakota v Conja. Cona B smo bili gospodje. No in je bilo vse kole in seveda moj nono v Izoli, ne, moj nono je bil Izolan, je na hišo pač napisal Viva Stalin. Super, ja, vse so naši, ne, vse so bili vsi naši. Tudi Stolinah, veš, se opravičujem. In je prišlo, pol so se skregala, ne, prijatelja Tito pa Stalin so se ful skregala, ne. Mi smo imeli našo državo, ne, naj se krego, kaj naj, mi smo svobodno državško zemlje. Sam takoj, ko je Stalin umrl, ne mislim, mesec, dva, pa je jugoslovanska. Veš, ko je okupatorska vojska, ko smo jo Slovenci izgnali iz Slovenije leta 1991, no, okupatorska vojska je lih tako 54. ukorakala svobodno državško zemlje. Ista vojska, okupatorska. Za nas je bila litko okupatorska, kako vaša. Samo ta okupatorska vojska vam je šenkala svobodno državško zemlje, delček Slovencem, delček Hrvatom, ne, vam je šenkala. Državo, ki je bila mednarodno priznana, veš, to je ko se reče zamolčana zgodovina. So šenkali. In če si imel slučajno gor na steni napisano v Tito, si bil rešen. Če si imel pa Viva Stalin napisan na hiši, si pa mogel zbežati, ali si šel na Goli otok, ali pa si končal v Fojbah. Te 3 stvari so bile. Ne? Sem ti povedal vse? Hoditi bolj enostavno kot tako. In mislim, te dvojne merile, veš, Slovence bo tepejo ta dvojna merila, ne zdaj iskati izgovore drugje, so te dvojna merila. Ja. Naš Piran, naša lepa obala, samo se ne zavedijo Slovanci, ali se neče slišati, da tole obalo lepo slovensko jim je podarila okupatorska, ljudska, ta jugoslovanska ljudska armada. Šenkali so jim leta 1954. To so pa pozabili. Samo 91. ko pač bomo mi naredili naše, mi bomo naredili drugo Švico, gor dol, kul, ne. Bilo je veliko surovin tam, pa dobrin, pa tako naprej, ne, iz tega razloga, ne. Tam, veš kaj, leta 1954 je iz tega delčka slovenske Istre je moralo zbežati nekaj okrog 55,000 ljudi, veš. Pa ni to v bistvu zbežali takoj po prvi, mislim, po drugi? Ne, leta 1954, 45 se je fašiste vse tako ščistili, tako v 2 tednih se je spucalo, se je tako faj spucalo, mama moja, je bilo čisto, veš, kako 45 ni bilo enega fašista več v Istri. So ostali naši, to so bili naši. Se zato, veš, še zdaj je v Pikoplu Tito trg, ne, to je zakazan. Ne boste, samo veš, kako je težko, to je težko razumeti, ker še zdaj, ne, kurijo vso do vsem slovenske Istre otroci, lahko rečemo udbe, ja, to so otroci udbe, ko zdaj vladajo in kurijo usodo. Ker če si bil stalinist, če si imel Viva Stalin na hiši, si bil nevaren za državo, ne. Ja, in pač to je bila Zlata jama. Ja, Soline. Zdaj ni tako pomembno, ima še tiste cajte. Kako se je pa recimo v tistem obdobju, se pravi tam se pravi od 22. se pravi takrat, ko so v bistvu fašisti začeli prehajati v istrsko ozemlje, ja. Kako je v bistvu takrat izgledalo gospodarstvo, pa kako je to v bistvu izgledalo mislim, kako se je spreminjalo, a ne, ker takrat je bilo še v času Avstro-Ogrska razpade, potem pa v bistvu, kako se je ta mehanizem gospodarski začel spreminjati, ne? Veš, okrog Piran, tam, ko je bila je bilo vedno, veš, vse reveži so bili revež, samo vse glih je bilo malo lažje, veš, ko je se pretako denar, pa tako, pa ni bilo lažje živeti kot drugot. Pa plus tega, za službe je lažje, ker je bil rudnik,
črnega premoga, je bil Delamaris, predelovalna industrija ribe, rib, kakor češ. Mi smo imeli drstišče rib, ribe, cipli imajo drstišče tam v Piranskem zalivu. Ne? In dokler niso konec 70-ih let zgradili marino v Luciji, so vsako zimo nalovili po 50-60 ton rib. 50 ton, ne govorimo 50 ton, veš koliko je 50 ton? Minimalno, v enem dnevu. Samo, do danes Kitajskega ne bi dovolili, ne? Ampak takrat so strokovnjaki, pa jim je zadešal, bizni gor dol in so zgradili marino tik pred drstiščem ciplov. In potem v 3-4 letih je zginilo vse. Ampak do takrat je bilo ogromno Kako se je pa ta borba, se je takrat borba izvajala, protesti proti temu, da bi se to zgradili? Na tem drstišču? Ne, takrat je bilo drugače, nisem imel kaj govoriti. Takrat se je odločilo v Ljubljani in Beogradu, tako se je moralo narediti, pika. Ni bilo tu, če bomo mi naredili marino, gotovo. Drugi časi. To je bila velika napaka, tako da smo ostali brez rib. Druga napaka je bila, da so odnesli tramvaj iz Pirana, ker, veš, to je ono, bi se reklo, karma, ne. Veš, da odkar ni tramvaja, Piranska občina 90% denarja, Piranska občina, 90% denarja vlaga v parkirišča, parkirne hiše, samo ta parkirna hiša, ves denar gre v to. In še vedno je kaos dol, veš, v Piranski, še zdaj je kaos. In ne morejo rešiti. Ker domačini so vedeli, da je tramvaj odlična stvar za naš območje, ker to je tam ni zemlje na pretek za ceste in tako dalje, in za parkirišče in gor dol. Samo tam privladujejo še zdaj avti, parkirišče in tako dalje, in problem s parkirišči. In to tepe Piransko občino že odkar so odnesli tramvaj. Kot tretja stvar pa ostane za tele, kar se tiče Fontanidže. Fontanidže, to pa je... Čekaj, kaj je to? Fontanidže je tale vas, ko so jo zrušili leta 72-73. V Solinah. Aha, ok. Ko grejo Ljubljančani, ko hodite gledati lepe razvoline, veš, ono mokrišče, ko se reče, močvirje, veš, v Piranskih Solinah, grejo kolesarji pa občudujejo razvaline gor dol. Samo se ne zavedajo, da to 100 let nazaj bila najlepša vas v Istri. Zato, ker se na marsikateri hiši pisalo Viva Stalin. Ne? Vi so rekli, 72 so rekli, veste kaj, rušite vse strehte, eno za drugo, 170 streh so zrušili. In tako ko zrušiš streho, cela hiša gre, se uniči samo od sebe. Ne? Rušite streho in nosite material levo, desno, taki v kos, in ljudje so morali, solinarji so. In bomo naredili mi fabriko soli tam blizu Droge, tam v Seči, bomo naredili fabriko soli, ker tale Fontanidže je sama izguba, ne, sama izguba, treba rušiti. In tako so šli, in zato so te Fontanidže ostale samo ruševine, gledamo hoditi ruševine. Tam je živelo 3500 ljudi, tam so se ljudje rojevali, so se poročili, vse živo, tam se je živelo. Ne? In pa so nas učili, da so bile poplave, da so uničili. Ne, bla, bla, bla. Ne. Same laži, stari, same laži. No. Da ne govorimo, Krog nad Lucijo, veš, Krog je en samostan, benediktinski samostan je bil časi. Do leta 1943 v tistem samostanu je bila ena največjih bibliotek v Severnem Jadranu. Tam je bilo ogromno knjig, neprecenljive vrednosti. In takoj po padcu fašizma so pa ti vojaki prišli s kamioni, so par dni nalagali te knjige na kamione. Vojaki italijanski? Fašisti, ja, ko so se umikali, so bežali, da veš, dokumente, dragocene, vse so
so pač odpeljali iz Istre, pač to bo peljali, ne vem kam ti krasne. So naložili na kamione, peljali v Trst, naložili eno barko, da jih bo odpeljali na jug Italije. In ko pa še da barka na sredi Tržaškega zaliva, so jo zavezniki bombardirali, barka se je potopila, vsemi knjigami vred. Stali. Ja. To je una sramota z ene in z druge strani. Veš, ko pa so vsi tiho. Veš, kako štalo so naredili. Take knjižnice v Sloveniji danes ni, kot je bila gor v benediktinskem samostanu. Sveti Onorfi, kako se reče. Ja. Ni v Sloveniji danes take knjižnice, biblioteke, kot je bila tam v onem samostanu. Samo to se potapka. To je bila v bistvu zgodovina, vse znanje. Ja, Kakšna ne vsebina? vem. Ja, tam je bilo, mama moja, ogromna knjižnica. To je bilo najbolj pomembna stvar. Knjižnica. In te frati gor dol so pač dajali v najem to zemljo, so živeli od najemnine, veš, ko so kmeti, so imeli zemljo v najemu, tam po dolini Dragonje, Sečovlje, gor dol, levo desno, so živeli od najema te zemlje in čuvali, pač vzdrževali samostan, kot vse posod. Ponekod so delajo zelišča, gor, dol, oni so imeli to biblioteko, to knjižnico. Ne vem, si kdaj slišal za to knjižnico? Ne, viš, da ne. So to sramota in zaveznikov in sramota fašistov, da so naredili to kakec, ne. Ker res je ogromna škoda. Isto kot knjižnica v Aleksandriji, samo ne bila taka, je bila pa knjižnica. Pomembna. Ja, dosti takih stvari se je zgodilo. No, in moj nono je mogel zbežati celo familijo, zato ker na steni fasade je pisalo Viva Stalin. Je mogel zbežati, Kam so... Nekrivno dolžen. So šli v Trst. Aha. Ja. Moja mama pa, ma ne vem, če bi lahko, se ti pravim, v naši familiji smo imeli in staliniste in smo imeli tudi udbovce, veš, in potem to je bilo vse posod v Istri, je bilo to tako štala. Moja mama se je pa skrivala na nasprotni strani. Dolga je, zato Mislim, to je tako težko obdobje, ne, da... Ja, glej. Da v bistvu Se ti pravim, to so bili kmetje, ni krivi, nedolžni, glej, res, ne. Samo Vsako so bili bistvo naredi. fašizma so bili. In potem, ko je najbolj boli, potem pa so nas v šoli učili, da so prišli partizani, so izgnali fašiste iz Istre. Ma čakaj malo, daj nehaj s takimi balami. To je bilo 45, to so že domačini zihtali med sabo, ma ne 54. To nisem še nikdar slišal na RTV-ju ali pa na Pop TV-ju, kaj se je dogajalo leta 54. Ne mi pozabiti, med leta 47 in 54, ne mi pozabiti. In se ljudje ne vejo. Sam veš, kaj se z nas zgodi, čez 10 let bo nekdo potrkal na vrata, veš, rekel, zdaj pa ti vam iz moje, tu je na 100,000 Istrijanov, ki niso, oni so Istrijani, živijo v Ameriki, v Avstraliji, v Argentini, vse posod. Njihova, ko se reče, njihova domovina je Istra. Tudi vnuki ne pozabijo tega, veš? Rasejo pač v tej veri, oni so rojeni. To ni zdaj 30 let, veš, ko pride, ne vem, možakar je prišel, ne vem, Srbije leta 54 in tule, zdaj oče, sin pa mogoče ded je prišel. 1000 let so bile to družine, razumeš, pa so morali spizditi. Je velika razlika. Ljudje se sploh ne zavedijo. Danes je tako, se pravim, upajmo, prosimo Boga, da bo Evropa ostala skupaj, če bo kaj bo zaškriplo. Prvo nastanka, ki bojo veliki narodi popapali majhne narode. Ja. Nemci ali pa Avstrijci ali pa Možali ali pa Italijani bi bili zelo veseli, da bi prišli do koprskega pristanišča. Hrvati, oni imajo tako ogromno obale. Če za njih vprašanje, ne vem, no. Vprašanje, kaj bo, veš, kaj smo, kot kaže vprašanje, ne vem, veš, naš dolg tudi rase, ne? Ne vem, mi smo vedno vsako leto bolj zadolženi, ampak ustvarimo vedno manj, vedno večje umetne inteligence. Umetna inteligenca ne bo odplačevala naših dolgov. Mi fizično bo jih morali odplačevati. Jaz mislim, veš, ne vem, kako bo, ko se bo to končalo.
Mi smo imeli še pred koliko? 13 leti smo imeli uno trojko tu v Sloveniji. Smo bili tih pred vešuno. To se lahko v enem letu se zgodi, da nam potrka na vrata, bo rekli, fantje, zdaj bo treba plačati račune. Pa jaz tudi non-stop, ne delati napak, ljudje, ne delati, veš kako, Sloveniji, ti povem iskreno, jaz nisem Slovenc, ampak pisa, tako lepo, Slovenija, tako lepo, raj na zemlji, pa tak narod, pa to je zadnjih 30 let prej, jaz ne vem, tega nisem, to, kar se zdaj dogaja, res mi gre na kozlanje, to krganje, pa to kreganje, pa res. V bistvu veliko ljudi ima očitno interes, ne? Veliko ljudi ima očitno interes. Ne vem, želijo prodati res, prodali so nam vse, samo zadolžujo pa nas še vedno, ne? Še vedno nas zadolžujo, čeprav samo to bo treba se plačati. Mislim pač hočem povedati to, ne, da skregan narod je najlažje voditi, ne? To ja. To hočem povedati, ne. Samo smo mičkini, ste mičkini. Meni vse glih veš, ali jaz sem Istrijan, mi se lažje prilagajamo. Se kako to recimo karakterno vpliva na nekoga, ki je v bistvu bil skozi okupiran? Vse tako si prej rekel, 25 let fašizma. A veš, da Koper, vsaj moj oče je živel že živi že v 5. državi. 5. On se je rodil pod fašizmom, potem je prišla nemška okupacija, potem je prišla svobodno tržaško zemlje, prišla Jugoslavija in zdaj Slovenija v 5 državah je živel do zdaj. 5. In pravim, zna biti, da bo še 6. Ja, še tak optimist. Ja, zna biti, da bo še 6. Ne vem, saj nema veze, meni se ti pravi, jaz gledam drugače, jaz vem, da ste Slovenci zelo ponosni slovenski, mi smo Istrijani, govorimo slovensko ali bolj po hrvaško, pa italijansko, za nas je vseeno, veš, mi govorimo, se ne obremenjujem s tem, sam tudi po italijansko. Samo ne s nekaj fašističnimi forami, to, ne. Se kako recimo to vpliva na karakter človeka ali pa recimo na neko nacijo, tako kot je Istrijana, ne? Recimo pravijo, da so Istrijani da ste zelo ponosni, pa tako naprej, ne? Nismo mi nacija, mi smo Istrijani, daleč od tega, da je bilo kaj, težko razumeti. Veš, ko piješ dol v isto, vse je tako na izi, kot da priješ, ne vem, težko razumeti. Mi nimamo teh problemov. Imamo pa probleme, zdaj prvi prijejo z oni fašisti dol, pa ti priješ še neki, ne vem, ne bom po imenu nacionalist, razbijati po Marezikah, njegovi vzorniki še pred obdobju fašizma so kurili slovenske vasi, on zdaj prije se špilat Ferrarja. Glavni nacionalist slovenski. Ne vem, to je, viš, da je zmešan svet, zmešan. Ja, stari, to se ne bi, bodo se narod obračal v grobu, ko vidi, da en nacionalist se tamle pa sela frajer, pa samo šunta, pa ko se reče. Malo smo šli iz teme ven. Ne, sej, v bistvu, sej to dejansko kreira karakter človeka potem, ne. Sej to te pili, ne, iz ene in druge strani, ne. Ne vem, se mogoče preveč sprejemam tudi tuje medije, si mislim, hvala Bogu, da sem star, hvala Bogu, da sem star. To, kar se dogaja, tudi od umetne inteligence, ja. Si gledal Boba, nisi videl Boba, ne? Ono roboti, ki dela tam na Amazonu, ne? Ljudje se smejejo, ne? Tip dela, lahko gledaš, non-stop dela 24 ur na dan. Zdaj pa, da ti račune ustvari, da si ti gazda, ne? Lahko imaš to kmetijo, bilo kaj, da se ukvarjaš, bilo kaj. Tebe v preču stane en delavec v Evropski uniji, stane približno 30,000 evrov, 35, na leto. Da ga plačaš 35,000 evrov. Kitajec lahko za ta denar že kupi 2 boba. Za ta denar, 2 boba. Pa dela non-stop, veš, ne dela 7 ur. Dela non-stop, 24 ur. Pa ne rabiš mu plačati ne božičnico, ne regres, ne porodniški, nič, on sam dela. Ne bo se pizdo v sindikat, on dela. 2 se kupi. V enem letu. Bob ne bo delal, ne, to bo delal 10 let in ko bo še pokvarjen, bo kupili novega. Kje je zdaj računica? Ljudje se smejo, se smejemo, ne? Se smejemo.
Bo delal vse, veš, bo delal in strežnik v bolnicah in v Amazonu in bo kupal njive in vse bo delal, ker boš rekel, kar se boš, boš kupil Bobaš, boš Franca, on, ki bo, ne vem, se ukvarjal s pravom, Lunga, ki bo se ukvarjal musko in tako dalje. Ja, človek bo mogel najti drug smisel. Prijatelj, glej, zdaj gremo najbolj kmečko foro, ti veš, jaz se ukvarjam z umetno musko, ne, delam, ljudje se smejo, ne, danes sem naredil nov komad, ne, sem naredil. Ko pogledaš, jaz imam, moji komadi v enem mesecu, govorimo zdaj, v enem mesecu aprila, so se predvajali, ne vem koliko, 2 milijona, pa nekaj, ne vem, 2 milijona 200 tisoč krat, moji komadi, 2 milijona 200 tisoč krat. Vsak dan naredim nov komad. Ma veš, kaj ti lahko poslušaš samo eno musko, veš? Več, ko boš poslušal mene, to mojo glupo musko, manj boš ti poslušal, ne vem koga, kaj sem, ne vem, Mozarta ali pa Avsenika. Več, ko boš mene poslušal, manj boš... Ali pa politiko, ne? A veš, samo jaz naštancam vsak dan nov komad, vsak dan. In vsi, fore temu, jaz malo bolj, veš, kako to se hitro uči? Mama moja, veš, kakšni komadi ljudje začnejo, berem komentarje, mama moja, ne, si slišal komad Podvodnega moža? Ne, nisem, tega pa nisem. Algo na UP, gled, sej pred enim mesecem, Podvodni mož, posluši ga. Nora stvar, ampak to šele začetek, bomo videli, kaj bo čez eno leto. Jaz se spomnim, veš, pred enim letom, ko sem začel, to je bilo bolj tako, veš, to se tako hitro uči, to poje na tvoje emocije, stari. Tako poje, da boš iskal, kje je ta muska. Mi se smejemo zdaj, ja, samo to prav poje. Mi smo zadnjič smo se pogovarjali, da mi smo zdaj zadnja od 2006, 2007, ko so se socialna mreža pojavljala, smo v bistvu dali celega sebe noter. Se pravi, smo mi dali algoritmu vse informacije o nas. Ja. Zdaj dobivamo pa nazaj to. Ne? Tako je. Ma ne, veš kaj, se gre, ne bo koncepta, veš, če boš ti znal uporabljati umetno inteligenco kot orodje, ti ne bo straha. Če ne boš, če se boš sam boš stal brez službe, brez penzije, brez vsega, gotovi smo. Ne zdaj, da je tako nas pelje svet. Ljudje, 99% ljudi se tega ne zaveda, se mi smejo, meni se smejo, ne bi, AI, to znajo, to je AI. Ja, BAI, samo če BAI, če ne bo znal to BAI, boš bil malo lačen, ti ljudje se tega ne zavedajo. Ne vem, jaz nisem... Pa misliš, da to dejansko je točno ta karakter, ki je recimo Istrijane zgradil, ne? Da so ful prilagodljivi, ne? Ne vem, mi imamo kozla v grbu, veš ti to? Ja. In drugače, veš, pri nas tu je drugače, za kmeta tule je mnogo lažje kot na našem koncu. Ker za isto specifično, ali je ful suša ali dosti toče, suša toča, non stop, vedno dosti več teh vremenskih, ko se reče, je kot tule. Tule par dežuje, dobro, zadnje leta res vse nekaj škripa, ampak včasih v Istri je bilo dosti bolj kruto za kmeta kot tule v notranjosti Slovenije. Kje smo? Ne, v bistvu to me zanima, ne? Kak karakter v bistvu zgradi, ne? To težko reči, karakter, to je človeka do človeka. Imaš tudi pri nas lenove, imaš take kot posod, to težko reči. Je pa, ti povem, jaz sem kot gledam, opazovali Slovenijo, tu, kar se tiče pa športa, ne se veš, da napihujem. Jaz vidim statistiko, ni nacije v svetu, da ima toliko vrhunskih športnikov, kot je Slovenija. Ker če Slovenija ne bi imela lepote in športnikov, bi lahko končali. Čas je bilo drugo, danes, če ne bi bilo športnikov in naravnih lepot, Slovenija bi bila nula. Včasih smo bili špica, veš, kaj smo za časa neuvrščenih držav, Slovenija je bila en največjih izvoznikov v neuvrščene države. V Iskri je naredila vse,
kaj si potreboval? Nič se ni uvažalo, razumeš tega? Nič se ni uvažalo. Telefon, haube, žarnice, vse se je naredilo doma, ima vse. Zdaj moramo še vsak predec voziti iz Kitajske. Včasih je res Slovenci izdarija in to je bilo vse domače znanje, veš, Litostroj, Tomos, Iskra, mehanotehnika, Gorenje, to je bilo vse domače znanje, so hodili Japonci se učiti v takratno Jugoslavijo, Slovenijo. Ja. Ne vem, nekje smo mogli kiksniti, ste mogli kiksniti, ne vem. Ja. Pa veš kaj? Še zadnja misel, ker se mi zdi, nisem lih strokovnjak, veš, ko si bil mlad, smo imeli, veš, večina mojih sošolcev je šlo na pomorsko šolo, je bilo samo umevno, ker takrat smo imela splošno plovba preko 20 čez oceank. Vsako leto. Veš, da je imela Slovenija 20, 25, 30 čez oceank. Normalno. Šola je bila krvavo potrebna. Danes splošni plovbi ni več, šola je še vedno. Se pravi, mi plačujemo, vzdržujemo to šolo, izobražujemo fante, punce, da bojo šli delati za tuje ladje. A razumeš, kaj ti hočem povedati? Naša država financira šolanje mladine, da bo šli delati za tuj. A se kaj motim? Imamo zdaj samo 3 glavčka, veš, unga Mičkenga, pa neki v Luki Koper. Saj nisem strokovnjak, ne vem koliko, ampak če posebno elektro, ne vem, ampak za pomorsko in nautiko, ne vem, jaz ne vem, kakšen smisel, sploh da imamo še tole pomorsko šolo, se lahko, da sem kaj kiksno, veš, ne vem. Ampak čas je bilo samoumevno, smo imeli ladji, ko krčeš, zdaj pa nič. Mislim, se v osnovi šolski sistem, se sicer zdaj septembra ne bi ga začeli malo prilagajati na te nove čase, ampak že vsi govorijo, da je v bistvu šolski sistem. Po drugi strani vidiš več za primanjkovanje, ne vem, medicinskega osebe, dol, po drugi strani imamo pa nekaj, izobražujemo nekaj, kar ni več kako se reče, s časom, ne, pač nimamo več ladij, kaj čemo, ne vem, se mi zdi malo smešno, ne, vem. A veš, včasih je bila tudi v Portorožu bila šola za pilote, dokler je bila še SISA, hidroletališče, ne, še med 2 vojnama, veš, da je bila pilotska šola, ne, pa ni bilo več, ni bila več potrebna. Meni je bilo samoumevno, veš, pomorska šola, pa splošna plovba, pa da govorimo še Jugolinija, ne vem, vse tega smo imeli, tega ladji, ko krčeš, zdaj ne vem, za koga. Ja, edino se učijo za tuji kapital, ne, žalostno. Zdaj to plačujemo zdaj, ne da ne mi plačujemo te šole, ne, iz naših davkoplačevalskih, vse nema veze, lahko da se motim, veš, to jaz ne vem. Včasih je bilo ladji, ko krčešce po celem svetu, zdaj imamo 3 glavčka, ki so nam v Rusi dali. V stvari, ne vem. Niso nam dali, ne. Se v bistvu, kako so pa tam soline izgledale, pa v bistvu ne, kako so se soline razvijale, pa kako so dejansko pol tudi propadle. Mogoče zaradi tega, ker v bistvu ni bila več potreba po soli več tako velika, ker je prišel denar za to? Ali je bilo kaj drugega? A veš, to je za vse te soline se rabo en sistem, floto, veš, maone, ogromno ladji. Problem, mislim, zopet, če gledaš slovenske tele pa strokovnjake, pravijo, da je bilo v 50 letih velika poplava in da so vse te barke poničene, gor dol, to je velika laž, ker kada so morali domačini zbežati, so zbežali z ladjami in niso imeli avto peš, so imeli ladje, so šli 53 leta, poglej slike, ne, poglej si slike iz leta 53, da boš videl Piransko pristanišče, bilo na krsto polno ladji, 54 leta, 1 leto kasneje so bile 3-4 ladje noter, prazno. Ja, cest ni bilo, veš kaj je dosti, tam je bilo zero, kot da imaš zdaj avto, nimaš bencina, ja, tam je bilo vse na kolenih.
Ja, vsak normalen ni vzel svojo barko stran, če šel v Italijo, če šel v Južno. So šli z barkami, so zbežali. So naložili stvari in so šli. Čim več. Normalno. So prišli, so rekli, kakva pustinja tu. Vse ljudje so pobrali vse, kar so lahko, še parket so pobrali ven iz bajcev. Kaj bojo tam pustili? Normalno. Kaj? Vse so pobrali. Nagrobnik, kar se je dalo. Nagrobnik ali jih ne. Ja, tudi dol v Puli. Tako. Ko se rekli, imaš teden, ali greš na Goli otok, ali greš v Fojbo, ali si zbežal, ne vem. Kaj se pa pol na tem območju zgodilo po tistem 54. V bistvu, kako je to izgledalo naprej, razvoj? Ja, pa so dobili na uni, ko niso imeli več, takrat je bilo vse več. Jaz ne vem, kako so povabili, ogromno Brkincov je prišlo dol v Slovensko Istro, Primorcev, se iz cele Slovenije, pa z Jugoslavije, ja. In tisti, ki je delal za Udbo, je dobil pač, dobesedno, ki je delal za Udbo, je dobil pač, si bil ravnatelj šole, si bil direktor te fabrike, pa tole, so bili na položajih, ne, tisti, ki je bil za Udbo. No, se Udba je en dan je itak, mislim, ljudje so alergični na to, se veš, v naranjku Udbe ni več, ampak so postali njihovi sinovi, veš, in še ti so še vedno živi in nam delno krojijo usodo. To je, ne radi se sliši, govori, ampak tako je to. Ja. Mislim, se zgodovina obstaja, ne, sej to. Ja. Sej v bistvu niti ne moreš, kako bi rekel, niti ne moreš pričakovati, da bi bilo kaj drugače, ne. Sej to je v bistvu edini logičen proces, ne. Računi, da Pa razvoj, približno 90% in Koper in Izola in Piran je izgubilo 90% prebivalstva. To v roku par mesecev, 90%. 90. To se pravi, to mi je kazal Alberto, približno 55,000 ljudi je moglo zapustiti. Poleg vseh, koliko so bili, ali so šli na Goli otok, ali so končali v Fojbah. Ja. Kam so se pa odseljevali? No, prvi štart, prva točka je bila Trst. Eni so šli direktno pa dol proti po celi Italiji. Glavno so bežali ven, potem pa so šli naprej. Predvsem dol v Puli so bili prav dve velike čezoceanki, veš, bi moral vedeti, ena je bila v Puli, ena v Trstu in ti Istrijani so pol do Ameriko, Avstralijo, vse posod. Ostali v Trstu, šli na jug, vse posod. Samo to zelo radi mešajo s temi prvi, ko so bežali leta 45, to je druga zgodba, govorimo leta 54, ne. 54 govorimo. Zopet je bil malo drugačen, veš, Pula je imel zopet malo drugačno zgodbo, ki ne poznam dobro. Pula je zopet nekaj drugega. Neka druga zgodba. Govorimo zdaj so cona A in cona B. Ja, to je to. To je bil tudi razlog, veš, da so cona A je bolj hitreje kleknila proti, veš, pač, da so se priključili Italiji, ker so bili res lačni. Ni bilo druge alternative, oni so bili slepim črev, veš. In ko so šli ti zavezniki pač stran, so jih počakali z odprtimi rokami, mislim, italijansko tole, ne. Coni B pa je bila druga zgodba. Čisto druga zgodba. Meni je v bistvu ful zanimivo, zakaj so Brda, slovenska Brda, ta del, ne, v bistvu tako malo odrezane, ne, od Slovenije, ker v bistvu lahko sam skozi on del, mislim, lahko sam, v bistvu najlažje prideš skozi italijanski del do Brd. To je pač Primorska, kaj sem se, to je vse Primorska. Ampak so zelo lepa, no, to moram reči. Drugače je do 47, to se je reklo bolj slovensko Primorje, ne so Primorska. To je bilo slovensko Primorje. Primorska je potem ta izraz. Koliko sem jaz zasledil, veš, potem.
To je bilo slovensko primorje, ne Primorska. Pa ljudje vedno mešajo tole, Koper, Izola, Piran je Istra, ni Primorje. Mi smo ob morju. To je čist druga zgodba. Istri ne poznamo dvojine, na Primorskem poznajo dvojino. V Istri imamo eno klimo, na Primorskem druga klima. V Istri imamo eno vrsto običajev, na Primorskem drugo. Čist drugi svet. Se tema recimo ločiti, kaj je, dokam seže Istra, pa dokam seže Primorje. Kje Do je meja? Črnega Kala, pečina, tako lepo se vidi, in pol gor je že druga klima. Bolj kot tako. Ne, vse politika, to veš, tudi Slovenija to malo podedovala, vse to je bilo lagodno, veš, ja, to je pač Primorska, zato imamo univerzo na Primorskem, pa Primorska avtocesto, vse tako radio, pa tudi, če poslušaš danes, veš, rečejo, na Primorskem bo pihala burja, na Goriškem bo pa sijalo sonce, ne, še zdaj, vsaki dan, to je pranje možganov, še danes poslušaš. To je klasičen pranje možganov, to, kar je že Goebbels uporabljal za času nacizma, veš, kaj? Ne verjameš? Poslušaj, danes večer Vreme, poslušaj, ali na Pop TV, ali RTV, kamorkoli, na Primorskem bo pihala burja, na Goriškem bo sijalo sonce, ali pa obratno, ja. To je veš, kaj sem zasledil tudi enkrat, verjameš, na RTV-ju. Danes je, ta teden praznujemo 150-letnico, ne vem koga že, tega, in Giuseppe Tartinija, ki imata slovenske korenine, nekaj glasbenika slovenskih korenin. Ne ti mu dal video, da je tu poslal, res, na RTV-ju so rekli, da ima Tartini slovenske korenine. Pa meni se je zrulalo, se rekom, ki? Kako sramote si lahko delaš, da ima Tartini slovenske korenine? Kaj ste šli? Tok ste se spustili pod, ne vem, no. Ti bom poslal video, ne, da boš rekel, da nakladam. RTV Slovenija. Kdo je že bil še en pisatelj in Giuseppe Tartini. Slovenskimi koreninami. Ok, kaj pa je tudi zadnji? Zgodovina? Kaj? Tartini je iz kje? Kakšni slovenski? Giuseppe Tartini slovenske korenine, kaj se blede ženski? RTV je tisti, ki plača, ne vem, ne razume. Pa sem pisal, veš, na pomelu, vse gor, in sem pisal tudi na italijansko stran. Rekli, da če še enkrat to ponovijo, naj sporočim, imam vse shranjeno, imam video posnetek. Točno, ko bila 150-letnica, ti bomo še danes jutri ti pošljem video posnetek na mail. Bomo dala noter. Da boš videl, da ne nakladam. Vse lepo in prav, samo to je kraj, mislim, podlo, da bi rekel, ne vem, RTV, nacionalna televizija, za enega pesnik, da ima slovenske korenine. Kot da bi rekel, ne vem, kaj že, ne vem, nemške, da ima Prešeren nemške korenine. Pa veš, da bi šla cela Slovenija v luft. Si predstavljaš ti to? Jaz mislil, je iz kje pa izvira, v bistvu, kak je pa zgodovina Tartinija? Giuseppe Tartini je rojen Piranu, Pirančen, Istrijan, cela familija, to je daljna žlahta naša, daljna žlahta je, umrl pa je v Padovi, violinist, vse je bil živel samo otroštvo, je bil v Piranu, pol je šel živeti v Padovo in tako dalje. No. Ti nima nobene veze, Slovenci, sem to veš, napihovanje, tam se kititi nekaj, nehaj. Ma. Ne, sej smo vsi, ampak ne vem, to bi mogla biti. A starša sta bila pa Italijana? Ali? Ni Italijan, to so bili Istrijani, ni obstajala Italija, razumi, ni obstajala Italija, Benečani so bili, ja, Benečani so imeli beneški pasoš, niso bili Italijani, beneški pasoš so imeli. Ja, to je bila Beneška republika takrat, ja. In takrat, ko se Tartini rodil, je bil Trst manjši od Pirana, je imel manj prebivalcev. Med njegovim življenjem se je pa toliko razvilo podalco Ogrsko, da je bil Trst, je že bil Trst, ne? Piran pa pač nima se kam širiti. Ja, ti povem, to mi je vrglo stirama, mama moja, no, pa kake podle, lepo te prosim. Mogoče sem malo prevečen, ne, se me ne briga, se veš, moje življenje je kratko, dol mi prav
Ne sme biti nasramen. Ne? Dobro, le si. Mislim, se prav, veš, da se... Mislim, prav je, da se recimo stvari povejo. Veš kaj, če so Italijan sliši, ne bo rekel RTV, Slovenci so pizde, ne bo rekli RTV, Slovenci so taki in taki in taki. To je to, ne? Ja, in ti boš gledal, kaj, kako? Ja. In to bi metali naprej. Samo sem, nisem bil tiho, imajo vse informacije, vse informacije imajo. Samo še enkrat, še kaj tacga nam, ni problema, Ja, to so... Ne. Kako ste pa v bistvu v sorodu? Si rekel, da ste ja, dosedalni sorodniki? Po tretji, četrtim kolom. Pravim, pred fašizmom, to ni bilo, to so bili, ali so govoreči slovenski, mi govorimo vse jezike. Kako ne ti razložim? Če je bil iz Pirane, se poročil z eno fejsbabo, zgolj malije, pa one govorili malo po slovensko, one govorili po italijansko, pa so se razumeli. Večinoma so posegli istro-beneško govorijo, ne italijansko, istro-beneško. Uradni jezik, saj za nas je bil istro-beneški. Italijan reče io sono, mi son. To je po istro-beneško. Io sono, mi son, to je velika razlika. Istro-beneško je tako narečje, ni ne tič, ne miš. Ja. Istro-beneško narečje so vsi razumeli, in Slovenci, in Hrvati, in Italijani, in ti. No, tem je razlika. Buh ne da bi Italijo, ne. Ja, veš, jaz recimo nimam tega, veš, te širine. Ja, se te pravi, mi smo malo komplicirali, vse nekonsko vas ne obremenjujem, ko pride dol na obalo, Ne, mislim, meni je všeč ta tematika, zaradi tega, ker tudi malo širše raztegne obzorje, pa malo lažje razumeš kontekst, zakaj se določene stvari tako spremenile v nekem časovnem obdobju zgodovine, in to je v bistvu sam pridobitna. Jaz razumem, veš, ko gledam, zdaj, ko sem pazil, veš, ko je bilo v Sloveniji novi rekord 4000-5000 harmonik igralo v Velenju, gor dol, vse kulice. Ful ponosno, vse kul. Sam mislim, da ne vem, no, se na koncu harmonika je nemški inštrument. Ja, to je nemški inštrument, Nemci so ga izmislili, to je nemška kultura, ne, bote ponosni. Pri nas pa je drugače, violina pa je pa naša, ne, kako ne ti povem, ja, jo imamo na tartinje, to je drugačna kultura. Ne čutim nič, veš, harmonike ne čutim nič, meni to nula. Pa sem glasbenik, vse lep, ne, vsaki inštrument, da ne bo narobe, samo da bi se napihaval na harmoniko. Ja, vsak čuti svoje, ne, vsak čuti svoje. Ja, tudi dol igrajo harmoniko, ja. Vse sem ki. Ja, bi za Slovenijo. To je nemški inštrument in ponosni so, vse prav, da so Slovenci ponosni na nemški inštrument, se strinjam, ja. Ja, imajo slovenski inštrument je piščal, ja, že 10 000 let je. Najstarejši inštrument v Evropi je divje babe, tam blizu Cerkna, tam so najli najstarejši inštrument v Evropi, to je bila piščal. Ja, na to so lahko ste ponosni, na piščal. Divje babe ko se reče, šebrejle, pod šebrejlami. A veš, da so najdi tam najčas? Mislim, ne poznam te... Ja, kako ne poznaš, ja, to je najstarejši inštrument v Evropi, piščal iz divjih bab. To pa lahko seče, da je slovenski, jebem tiš. To pa si lahko, ne pa nemški inštrument, ja, pa si mu ponos, ja, pa harmoniko. Ne se je... Všeč mi je ta dinamika, zaradi tega, ker v bistvu... Ne bo bi to napačno razumel, vsaka čast Golici in Avseniku, to je res glasbenik svetovnega slovesa, sam ko inštrument, pride harmoniko, ja, okej, ja. Mislim, Slovenci smo kar fejst povzeli. Slovenci bi mogli reklamirati piščal slovensko, ne? Ker je prav izdiv, veš, kaj so divje babe? Cerkno, čebrele, med Didrijo in Tolminom, tam pod uno planoto so našli v eni jami to piščal. Ja, na to ste lahko ponosni, ja. No. Jaz mislim, da je Slovenija harmonika kar fejst prevzela, no. Ja, ma res se ti pravi, ja. Istro pa ne. Mi pa ne.
Zato te pravi, smo si različni. Ja. Mislim, vse tako je, že vse se vidi mal ta drugačen, kako bi rekel, razmišljanje, doživetje. Se čakaj, še pri nas smo imeli, recimo imamo Brajko, ta znan, ki igral na harmoniko, pa primorski fani, to niso primorski fani, že ime ti pove, da niso primorski. So, samo primorski, ne vem, to so, ne vem. Pač jim je všeč primorska, ne vem, sam je všeč, ne zastopim, se so tu v redu. Se dosti glasbenikov na harmoniko, nur. Ogromno. Sem tudi jaz hodil v glasbeno šolo, vse gor dole v desno. Samo da bi bil neki ponos na harmoniko. V bistvu mene bolj tak zanimiv ta družbene razlike, no, tak med Istrijani pa med, tak mi je všeč ta ponosnost, no, tak na svoje korenine pa tako naprej. Se mi zdi, da bi v bistvu tega več rabili kot osnovo. Pa meni všeč, ko prije Slovenci, pa kako je lep ta Piran. No, bi so meni kul, seveda mi kul, naš Piran, mama moj, tvoj Piran, pa tvoj potom, vse je kul, ja. Moj kot tvoj, ko moj, pa posebno Portorož, naš Portorož. Če bi ljudje vedeli, da 29% Portoroža v tujih rokah, ne vem. Ja, ne, sej. Ja, v bistvu je široka tema, kar se tega tiče, ne? Pa kaj se vse dansko dogaja, pa kaj se vse zgodilo, ne? Kar se tiče športnikov slovenskih, smo pa lahko vsi sam fovš. To pa ni veš, pa hitro ljudje pozabijo, ne, odlični športniki, pa Tina Maze, pa ta je bil, kako se že kličal, si slišal za Norčiča? Norčič, ki ni skadal v planici, skakalec je bil še pod Jugoslavijo, veš, si pozabil ti že, veš, kakšen car je bil, to veš, ljudje grejo pozabil, ja, samo takih športnikov je malo. Bogdan Norčič je bil, ja. Ja, malo smo sfalili. Pa ne, vse to je, vse veš, da se prav mučim, ker vse v bistvu bi se ti ful zahvalil, no, za tale čak. Smo končala, Makefino, pa ja, super. Sej, veš, Ne hecam se. Ne, sej, veš, tak ni zdaj namen, da zdaj tole razpredama. Mislim, da smo bolj kot ne povzela tiste stvari, ki so me tako malo zanimale. Pa še preko to sem ti pozabil povedati. Ja, čist možno, le. Toliko važnih stvari, ja, glej, mama mora. Ja, mislim, mi je všeč ta dinamičen pogovor, pa da tudi malo se meni razširi obzorje, samo res. Ker malo imamo Jaz bi rad družine že dolno. Veš, kaj si želim? Manj kreganja tole te državici, res, tako po nepotrebnem. Res, če kdo bi poslušal, ne vem, ljudje, ne vem, no. Jaz sem tudi ful zagovornik tega, da je fajn, če ljudje skupaj držimo. Pa ne, pa to, res, pa da... Se jaz ne morem vplivati na nič, samo se mi zdi žal. Ne se briga meni, jaz sem star, ampak vaši otroci, oni bojo nositi posledice, vse pufe, kar smo naše generacije naredili, bojo oni mogli plačevati. Ne vem, kako bojo zadovoljni otroci, pa vnučki, pa tako dalje. Škoda, ne? Škoda. Veš, kaj je bilo včasih Slovenija, mama moja, vsaka vas je imela fabriko, danes pa niti še sladko ne moramo uvažati. Ja, v bistvu jaz mislim, da je to neka globalna narativa, no, ko se vse krči, pač kakor vidim, ne. Vse gre v vedno manjše število roka, ne, ki ima vpliv nad zelo velikimi podjetji, ne. Ja, se strinjam, smo v neki fazi deindustrializacije, bi se reklo, samo digitalizacija. dolgovi nas čakajo, veš? Ne vem, so ljudje, ko v ekonomiji dosti več vejo, ne. Ja, se ne pravim, jaz vem samo v trgovini, jaz ne morem vplivati, samo vidim, da je vsak dan to. Še dobro, da avta nimam, da ni mi treba tankati. Je pa res, da so si izmislili denar, naprintovega, kakor ga rabijo, pa lahko si izmislijo novo valuto, pa jo dajo v obtok tudi, kadarkoli želijo, kaj bo v bistvu prineslo. Jaz mislim, da verjetno ne bomo mogli kaj veliko vplivati na to, no. Bomo lahko samo izkoristili priložnost, če bo kaka. Jaz se vsem opravičujem,
če me kdo posluša, mojem načinu govora, pač nisem, ko se reče, nisem pač. V bistvu imaš zelo dobro dinamiko govora, tako znaš, to mi je všeč, to zmerno zabavno se pogovarjati s tabo. No. Ja. Inače, hvala ti. Hvala tebi za povabilo, se vidimo.